Niva je ena najpomembnejših ohranjenih rudarskih kolonij v Zasavju in pomemben del industrijske dediščine Trbovelj. Nastala je v času razvoja premogovništva, ko so v rudnikih rasla delavska naselja. Ozke verande, majhna stanovanja in strnjena zasnova kolonije še danes pričajo o načinu življenja, ki je desetletja zaznamoval mesto. Rudarska kolonija Niva je nastala konec 19. stoletja kot posledica povečanega obsega migracij v Trbovlje. Rudnik se je širil, potreboval je več delavcev in te delavce je rudnik moral tudi nekje nastaniti, zato so potem postopoma dograjevali več kolonij in ena od teh je bila potem tudi kolonija na Nivi. Dejstvo, da je Niva bila zgrajena, je že bil nek pokazatelj, da se proizvodnja v rudniku povečuje in da se Trbovlje kot naselje širi. Je pa bilo že dejstvo, da je eden večjih centrov na Slovenskem. Kolonija je bila dolga leta prostor vsakdanjega življenja, povezanosti in skupnosti. Tukaj so odraščale generacije Trboveljčanov, življenje pa je potekalo v ritmu rudarske izmene in tesne povezanosti med ljudmi. Ja, živel sem konkretno v tej stavbi, eno nadstropje više, tam na vogalu. In moram priznati, da po današnjem obisku to, ki me bo še kakšen mesec dni malo mora tlačila, glede na to, kaj vse smo morali tukaj preživeti. Mrzle zime, stranišče zunaj, voda zunaj, takrat ni bilo 5 stopinj plusa pozimi, ampak je bilo tudi 20 ali pa še več minusa. V družini smo bili 4 in to v bistvu 4 v eni taki sobi, recimo, to je bila spalnica. Imeli smo, poznate tole kuhinjco, tle je bilo problematično že to, da je tista zidana peč zavzela skoraj četrtino prostora. No, bila je pa ena prednost, ker je tam noč se tudi voda grela, tako da smo lahko tudi se umili normalno s kako toplo vodo, kadar je bilo pač nujno potrebno, ne. Življenje tle je bilo bolj tako, starši so imeli svoje opravke, otroci smo imeli pa tudi svoje, tako da smo več ali manj po telih barakah, ki so tamle zraven, pa po teh kjudrih smo jim rekli včasih, tle smo se skrivali, podili in imeli razne igre tudi. V bistvu najlepši spomini so iz otroštva, tam v tistih letih 10, 11, ko mi smo čakali peko kruha. To je ženske, mamice so tlele dol imele 2 črne velike peči. In to so enkrat ali pa 2-krat ali pa 3-krat, 4-krat na mesec naredili peč zakurili, potem je pa, kaj jaz vem, tretjina teh naših mamic iz havzov pekla kruh. In takrat smo čakali dol, ko bi rekel miška pred oltarjem, kaj bo kaj padlo. Dišal je ko vrag, ne, in svež topel kruh iz peči, to je bila posebna sladica. Pa zanimivo, iz tistih časov, bi rekel, smo jedli prvo pico. To se danes v bistvu ne ve. Naredili so ravno tako gladko testo, na vogalu ga zavile, potem pa ocvirke gor in to je šlo v peč. In to je bila pica a la Niva z ocvirki in potem malo soli gor ali pa kaj drugega, tako da če si to dobil, si bil že na višji stopnji, ne. Funštrc in šmorn, to je pa tradicionalna hrana bila teh naših otrok, teh, ki smo bili tle, ne. In bog ne daj, ne, da si prišel ti šmorn ali pa s funštrcem tele dol na hof, ne, malo pink, ne, to je bila pa pač ena prošnja za majčkeno ugrizniti, ne, tako da, če je bilo tistih za malo pink tle veliko, je bilo konec s šmornom, tako da smo ga raje pojedli gor na balkoni. Smo pa imeli, in se spomnim, prvo televizijo je imela v tej sosednji zgradbi ena gospa. Ob nedeljah smo mi, saj jaz pa še ne par naših fantov, smo šli tja, milo prosili, da so nas spustili noter in gospa nas je posedla takole po tleh in smo gledali pol tisto matinejo ob 10, to so bile ene take serije o enem črnem konju pa nekaj takega, tako da to je tudi lep spomin bil na to, da pač to sodelovanje
teh naših, recimo, mi smo bili tukaj noter več ali manj generacije in več ali manj smo bili to rudarski otroci. Hiše te so bile narejene izključno za rudarje. Ampak ne za štajgerje, niti ne za one višje, to so bili nižje dol. Ta naselja so pa izključno bila za rudarje. Sama njiva je bila pa za ljudi, ki so tukaj prebivali, takrat korak naprej v smislu življenja na domu. Prejšnje kolonije so namreč imele zgolj eno sobo, kjer je bila spalnica združena s kuhinjo, dočim tukaj so bili kuhinjski prostori že ločeni od spalnice oziroma hkrati tudi dnevne sobe. Z današnjega vidika mogoče ne zgleda velik preskok, za takratne ljudi pa je to pomenilo jim kar veliko in je dodal nekaj kvaliteti bivanja, še vedno dokaj skromnih stanovanj. Recimo v tem času, takoj potem, ko je njiva zgrajena, če si dobil tukaj stanovanje kot rudar, je to pomenilo, da si imel srečo, ker ta stanovanja tukaj so veljala za dobra. Tvoja kolonija je tvoja razširjena družina. Za čast kolonije, se pravi, fantje z njive so se bili pripravljeni za čast svoje kolonije, kako fanti iz kakšne druge kolonije, tudi stepst. Zdaj je malo posebna tudi v tem, da je zgrajena prav tukaj v dolini. Praviloma večina ostalih kolonij je zgrajenih v bližini vhodov v rove. V Trbovljah smo pač omejeni z ravnino, tako da tudi če greste se sprehoditi od zgornje do spodnje ceste, ki jo povezuje njiva, boste videli, da počasi stavbe kot padajo. Še danes recimo smo 90% ljudi v Trbovljah živi v strnjeni mestni naselbini in to se je začelo že takrat dogajati. Ljudje niso razseljeni, ampak se koncentrirajo, zato ker je tudi delo koncentrirano tukaj dol, ker takrat ali si delal za rudnik, ali nek obrat, ki je delal za rudnik, ali pa pač nisi delal. Na ta način je njiva dajala tudi potem ta vtis urbanosti, pa zgoščenja prebivalstva in nekega urbanega, začetki nekega urbanega načina življenja so se tukaj dogodili. Njiva danes ostaja pomemben del industrijske dediščine Trbovelj. Z revitalizacijo območja in pridobljenimi evropskimi sredstvi si občina Trbovlje prizadeva, da bi njiva tudi v prihodnje ostala pomemben del sodobne identitete mesta. Končno prihajamo v ciljno ravnino, kar se tiče obnove in revitalizacije naše njive. Tako da vse to, kar se bo postorilo v naslednjih letih na tistem območju, v resnici pomeni, da Trbovlje dobiva eno staro, pravzaprav pa novo središče mesta. Z vsemi vsebinami, ki jih bomo umestili v ta kompleks, te naše najbolj pomembne, tudi z kulturno-zgodovinskega stališča, delavske, rudarske kolonije, pomeni to, da točno vemo, od kje prihajamo, kdo smo, zakaj smo in v resnici kam gremo. Še enkrat, vse vsebine, ki jih mislimo umestiti v ta kompleks, v resnici kažejo pot tudi naprej, s tem, da se seveda vedno spominjamo naše preteklosti. Vrednost celotnega projekta, tega začetnega kapitala evropskih sredstev iz projektov Horizon, je vredna z vsemi tremi partnerji skupaj 1 200 000 evrov. Seveda pa to ni ves denar, ki ga bomo potrebovali. Trenutno sedaj poteka tudi nekakšna raziskava, kdo bi bil še zainteresiran, da sodeluje pri tej prenovi vseh 4 sklopov naše njive. Prvi se pa začenja, tako da projekt že teče in kmalu lahko bomo opazili tudi prve vidne rezultate.